Drage gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Moje ime je Norma Brščič. Čudežno zdravilo za podnebno krizo naj bi bilo uživanje sintetičnega mesa. Multikulti globalist, svetovno znan promotor cepiv in ameriški milijarder Bill Gates v nedavno objavljeni knjigi How to Avoid a Climate Disaster predlaga prepoved uživanja naravnega mesa v bogatih državah. Govedoreja naj bi bila eden pomembnejših vzrokov emisij toplogrednih plinov, zaslužna za kar 14,5% emisij metana. Gatesov čudežni recept za vstop v nizkoogljično družbo je uživanje izključno sintetičnega mesa v bogatih državah. Gates je eden izmed hinavcev, ki se zbirajo v klubu Davos in pridigajo drugim, kako bi morali živeti, da bodo ustvarili čim manj emisij, sami pa medtem po svetu letajo z zasebnimi letali. Globalistični totalitarci, kot je Gates, bi se zdaj radi vmešavali tudi v naše krožnike. Sam bi užival v najkakovostnejši govedini, življenja slehernikov pa bi uničeval z nič vredno sintetično hrano. Krasni novi svet, ko si ne boš mogel privoščiti niti naravnega zrezka. Vi pa gledate Faktor, najbolj politično nekorektno oddajo v Sloveniji. O nekulturnosti slovenskih kulturnikov. Kaj Slovenci dobimo za več kot 200 milijonov evrov, ki jih namenjamo kulturi? Zakaj je kultura postala leglo skrajnih levičarjev? Kaj se dogaja s slovensko kulturo, nam bo povedal aktualni slovenski minister za kulturo, dr. Vasko Simoniti. Gospod minister, dobrodošli. Dober večer. Gospod minister, kaj je najbolj zaznamovalo prvo leto vašega ministrovanja? No, vsekakor to, kar je vse zaznamovalo, ne? To je ta bolezen, ki je prišla in nekako ohromila vse tisto, kar bi omogočalo pravzaprav, da bi se v prvi vrsti posvetili, torej na mojem področju seveda kulturi, njenemu razvoju, njeni aktivnosti, njeni presežnosti in pa seveda temu, da bi ljudje v kulturi uživali. Vse to je bilo pravzaprav preprečeno, to nas je močno zaznamovalo in vse je bilo usmerjeno pravzaprav, da bi materialno, ne, če že ne drugače, vsaj materialno bili na področju kulture vsi, deležniki, da tako rečem, najmanj prizadeti. To je zaznamovalo nas dost, kako bi rekel, ostro in temu primerno so bile seveda tudi nekatere reakcije, po mojem mnenju dostikrat neupravičene, morda pa kakšne pa tudi upravičene, ne. Ljudje v takem, kako bi rekel, zatišju in v nekih omejenih možnostih postanejo tudi malo bolj nervozni, ne. In ne zdržijo, kako bi rekel, da preprosto rečem, na miru, in to se je seveda logično poznalo tudi na polju kulture, zlasti, ne, bi rekel, kar je pomembno, uprizoritvena dejavnost je bila silno prikrajšana, ne, in seveda tudi vse ostale, ampak ta pa najbolj, ne, vendarle. In to je škoda. Ne. Prav ta očitek, da se finančni položaj kulture slabša, je bil eden izmed razlogov za interpelacijo. Ampak ta očitek mene pravzaprav preseneča, glede na to, da je ravno v letu 2021 kulturi namenjenih kar 238 milijonov evrov, kar je največ, kar smo kadarkoli v Sloveniji dali za kulturo. To je zelo veliko v primerjavi z drugimi evropskimi državami, smo na 5. mestu. Po tem deležu BDP-ja, ki ga namenjamo za kulturo, pred nami so samo baltske države in Madžarska. Za kulturo pa namenjamo 0,7% BDP. Kako odgovarjate na te očitke vlagateljev interpelacije? In mislim, da 2,2 pa v državnem proračunu, ne, 2,2%, kar je tudi kar precej. Glejte, ja, rekel bi to, ne, da pritožbe ali, kako bi rekel, vse ostre besede ali pa veliko ostrih besed je šlo v tej smeri, da je za kulturo manj denarja. No, jaz moram reči, da tudi v letu 20, ne, torej v času te pandemije in te hude bolezni, bi človek rekel, ki je omejila torej ustvarjalno dejavnost v tisti vizualni zunanji ravni, da bi se videla.
Torej, ni bila kultura v ničemer prikrajšana. Mi smo vendarle zagotovili vsa sredstva, ki so bila dana v proračunu, popolnoma vsa, torej tudi programska sredstva, čeprav se program ni izvajal, hkrati je bilo poskrbljeno za tiste ljudi, ki so bili na domu, potem so bile nadomestila za plače, hkrati za samozaposlene, če hočete, se je dal torej temeljni dohodek, tako da je kultura bila torej v ničemer prikrajšana v tistem, kar je predvideval proračun, poleg tega je pa še pravzaprav dobil dodatke v zvezi s to korono, s temi korona paketi, kjer se je dalo na področju kulture, mislim, da okoli 36 milijonov več, tako da je tudi v letu 2020, torej v lanskem letu najhujše pandemije, kultura v finančnem, materialnem smislu ni bila v ničemer prikrajšana. Očitki so napačni in krivični. V letu 2021, pa ko smo delali proračun, vi veste, da je predsedniku vlade uspelo zagotoviti tudi veliko kepo denarja iz Bruslja, in poleg tega se je ta, kako bi rekel, uvidevnost do kulture pokazala tudi strani celotne vlade, ker to se vendarle na vladni ravni sklepa in tako naprej, ko se na koncu sprejema proračun. To je malo, kako bi rekel, boja tudi z ministrom za finance, če hočete. No, tu se je uspelo tudi z naklonjenostjo predsednika vlade, nenazadnje, da smo dobili za letošnje leto največji proračun v zgodovini, če tako rečem, da se malo pohvalim, na področju kulture. Ampak ne samo, da smo dobili ta proračun, kako bi rekel, ki je običajen. Dosegli smo še sredstva, tako imenovani kulturni evro, to je poseben zakon, ki ga poenostavljeno rečemo kulturni evro, ki ga prej ni bilo, bil je mišljen, vendar ga ni prejšnja vlada nobena sprejela, no sedaj smo sprejeli to, tako da smo za nadaljnjo obdobje, mislim, da ne me za jezik, 5 let ali 6, smo zagotovili še dodatnih 120 milijonov. Poleg tega pa stavimo veliko, to, kar smo rekli, da smo z evropskih sredstev dobili možnost večjega črpanja sredstev, da smo ekipirali ljudi na ministrstvu, da se pripravljajo programi in projekti, ki naj bi izčrpali še dodatna sredstva iz evropskih fondov. Tako da za Ministrstvo za kulturo moram reči, da je ugodno leto in jaz bi bil prevesel, da čim prej ukrepe minejo in da kultura začne živeti in da tudi začnemo realizirati to. Verjamem, da seveda, če bojo ukrepi sproščeni, bojo verjetno nekateri še bolj zijali, Ampak mislim pa, da bi vsem odvezalo roke v tem smislu, da se sproščeno začne izvajati kulturni program in da se tudi uresničuje pravzaprav vse tiste načrte, ki bi jih lahko že letos in v naslednjih letih izpeljali. Na investicijskem področju, na infrastrukturi in tako naprej. Recimo, Po eni strani kot uporabnica kulturnih storitev priznavam, da določene kulturne ustanove zelo lepo napredujejo. Izjemen napredek je na primer v zadnjem desetletju naredila Narodna galerija z uspešno izpeljano prenovo. Dobili smo kulturno ustanovo, ki je Slovencem res lahko v ponos. Vsako prvo nedeljo v mesecu imajo mnoge slovenske kulturne ustanove brezplačen vstop, če jih naštejem le nekaj: Muzej novejše zgodovine, Moderna galerija, Narodni muzej, Narodna galerija in še mnoge druge ustanove vas, drage gledalke in gledalci, sprejmejo vsako prvo nedeljo v mesecu brez vstopnin. Ampak kaj pa za ta razmeroma visok znesek, če preračunamo, pride približno 120 evrov na prebivalca, še dobimo Slovenke in Slovenci? No, torej, za ta vložek vendarle Ministrstvo za kulturo je precej razvejano, To je treba vedeti, Imamo direktorat za dediščino, imamo za medije, imamo direktorat za ustvarjalnost, to je za to umetniške kreativnosti, da ko rečem, imamo javni sklad za kulturne dejavnosti, imamo v tem sklopu tudi Arhiv Republike Slovenije, ki je del službe, ki ga financira ministrstvo. Skratka, to je zelo razvejano polje. Poleg tega so seveda potem nevladne organizacije, znotraj vsega tega imamo potem pa te javne zavode, ki ste našteli, operna gledališča, dramska gledališča in tako naprej. To so vendarle veliki stroški, to je treba priznati. To požre, v navednicah požre, bi človek rekel, precejšen
kos te pogače, ne, vendar bo letos, kot sem rekel, več ostalo prav to. Sam osebno, tudi z mojo državno sekretarko ali pa z ekipo, ki delamo, ne, torej se zavzemamo predvsem, da se bolje nagradi predvsem ustvarjalnost, ne, kreativnost, ne pa sociale, ne, bi rekel človek, in pa, da se da možnost, ne, torej tudi tem javnim zavodom, ne, ki skrbijo za to kulturo, ki ste ji vi posvetili v začetku lepe besede, ne, recimo Narodni galeriji ali pa gledališki dejavnosti z vsemi praksami, ne zdaj samo z tradicionalnimi, ampak vendarle, da se zagotovi seveda več sredstev in pa, da se poskrbi v zadnjih 12-13 letih je bilo vendarle infrastruktura, bi človek rekel, zelo zanemarjena, ne, zelo zanemarjena. Imamo pa kle celo vrsto načrtov, pravzaprav, ki jih bo treba uresničiti v 3-4 letih, ne, zdaj to je, evropska sredstva so ena vezana na 3-letno mehanizem, torej en pa na 7-leten in tukaj je treba to dobro skombinirati in izpeljati. Jaz upam, da nam bo seveda uspelo. No. Dobro je tudi, če ta vlada ne bi bila ali pa naslednja, bi človek rekel, ne vem, ne, čez recimo 7 let, ne, da se malo pohecam, vendarle, če ti nekaj dobro nastaviš, seveda je pa treba dobro nastaviti, da je pošteno, ne, da se ne prilepi celo vrsto ljudi gor, ki jemlje potem denar. To je eden največjih problemov, veste, kako nadzorovati potem investicijske programe. Točno to. Zdi se mi, da je bila včasih umetnost nekako bolj narodotvorna in državotvorna in je stremela k lepemu. Danes pa je veliko enih umetnikov, ki so pravzaprav neka umetniška dekonstrukcija umetnosti, kjer se umetnost dokazuje s protislovenskostjo, protidržavnostjo. Seveda je potrebno zagotoviti umetniško svobodo, ampak kako pa bi tle opredelili mogoče eno mejo med tem, kaj je kultura, pa med tem, kar nam skušajo prodati kot kulturo? Ja, lejte, to je prvič zelo težko, ne. Torej, vi veste, da se recimo govori veliko o sovražnem govoru in ne vemo, kaj to je, ne. Dobro, ne, torej smo za svobodno besedo in za uravnavanje, bi človek rekel, tega v enem ravnotežju in v eni civilizacijski normi, ki je značilna, bi človek rekel, za neko evropsko stvarnost, ne. Torej, imamo mi svoje vrednote in tako naprej, katerim se sledi in se jih skuša uravnotežiti. Veste, ampak v vsakem času so bili, zdaj, če hočemo reči ekscesi ali pa neke umetniške prakse, ki so bile izven časa in so bile provokativne, pa so se skozi čas pokazale. Zdaj, če hočete, od nekdaj. Zdaj vas moram prekiniti. Za enkrat to je bil prvi del, nadaljujemo pa po oglasih. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z vami sem Norma Brščič, nocoj z ministrom za kulturo, dr. Vaskom Simonitijem, govoriva o slovenski kulturi in medijih. Gospod minister, prej sva načela malo tole mejno področje kulture, pa bi vam prikazala zdaj en graf, koliko denarja so prejela v zadnjem desetletju določena kulturna društva in organizacije, naprimer Društvo Škuc 5 milijonov evrov, Zavod En Knap skoraj 6 milijonov evrov, Vertigo, Zavod za kulturne dejavnosti kar 9 milijonov evrov. Kako ocenjujete razmerje med financiranjem institucionalne in neinstitucionalne kulture? Torej, zdaj ta graf poznam, ne, približno, ne, ampak vendarle na to nismo mogli niti vplivati, niti ne morem osporavati, ne bom rekel, je to bilo prav ali ne. Razmerja so zelo nenavadna, bi človek rekel, za pravzaprav društva, ne, ali nevladne organizacije, kot se imenujejo. In ta nesorazmerja so, torej, ali pa ta pokazatelj je zanimiv, zakaj, ne? Ker pri nas je nastalo nekaj, ne? Ko prideš ti enkrat v kolosek, ne? Da si v koloseku neke plačilnega toka v okviru ministrstva, težko pravzaprav izpadeš. Ampak vse te organizacije, ne bom rekel vse, ne, gotovo bi bil zelo krivičen, ne, ampak vendarle, ker na pamet zdaj govorimo načelno, ne, torej
so prišle v ta kolosek in so se izvežbale pravzaprav v birokratskih veščinah in gre več pravzaprav za to, da jim uspe z raznim, kako bi rekel, natančnostjo, pedantnostjo, hkrati s pritoževalnimi mehanizmi, ne nazadnje pa tudi zlasti v zadnjih letih in v zadnjem letu, ko sem tudi sam minister, opažam, ne, pravzaprav, da gre to za zelo organizirano skupino ljudi, ne, ki je praviloma levo usmerjena, če hočete. Ja. Ne govorim za vse, ker govorim načeloma, pa vendarle je tako močno imajo zaledje, ne, da nenehno želijo pravzaprav pridobivati določena sredstva pod takimi ali drugačnimi, kako bi rekel, imeni, vendar pa gre v veliki meri pravzaprav na načelni ravni za izplen, ki je relativno šibak. Institucionalna kultura, mislim, da bi moralo Ministrstvo za kulturo skrbeti v večji meri. Seveda to ne pomeni, da bi moral odreči nevladnim organizacijam, bog ne daj, seveda pozornost, vendar mislim, da je čas, da se institucionalni kulturi posveti močnejšo vlogo in da dobi torej izrazitejšo mesto v sami naraciji. Če vzameva recimo pritiski primer... so ali želja je pravzaprav, da bi se te stvari nekako izenačile, da bi prišli pod enak okvir. Sam smatram, da temu ni tako, da jih ne moremo izenačevati institucionalno in neinstitucionalno kulturo, tudi po kvaliteti, ne nazadnje, ne, čeprav so v nekaterih društvih jasno čist kreativni in pomembni umetniki ali umetnice, vendar pa ne v taki meri, da bi se lahko kosale s tem. Če vzameva primer zadnjega prejemnika na grafu, Zavod Maska Ljubljana, prejeli so več kot 2,5 milijona, njegovi 3 ustanovitelji so kvazi umetniki, katerih najbrž največje umetniško delo je to, da so si prevzeli identiteto predsednika vlade Janeza Janše. Tole je njihova naslovnica enega časopisa za scenske umetnosti, ki ga izdaja Zavod Maska s sedežem na Metelkovi 6. Na naslovnici je nagrajenka Prešernovega sklada Simona Semenič, ki se v nosečem stanju odeta v razrezano zastavo Republike Slovenije, pravzaprav norčuje iz Slovencev. Se vam zdi, da je prav, da se tako zaničevanje slovenskih državnih simbolov, kot je zastava, tudi financira z državnim denarjem? Torej, jaz mislim, da ne, ampak vendarle ne bi pa sodil, seveda, zdaj mi radi potegnemo ta primer gospe Semenič, ta primer se je zgodil pred 9 ali 10 leti, veste, ne, in sicer je pa ona, torej, dramski pisec tekstov, ki so kar, ko bi rekel, sprejeti dobro v javnosti in gledališča jo uprizarjajo. Tukaj pa zdaj, dobro, to sem že enkrat komentiral, ne, morda pa komentira pravzaprav nek brezup, da ni prihodnosti, ne, v državi, da ne zagotavlja dovolj, ampak rečemo, pustimo to, to je staro 10 let, ne. Zdaj glede tistih ljudi, ki spreminjajo imena, ne, to je znano v psihologiji, to so ljudje, bi človek rekel, ki ali morajo skriti svojo identiteto, jih je sram to, kar so, bi človek rekel, ne, torej, da skrivajo, da jim je ime ali da se pišejo pač stvari, ki v nekem okolju, v katerem živijo, niso sprejete pozitivno, da to skrivajo. Torej, ali pa se prevzemajo imena drugih, ne, zaradi tega, da bi upozorili nase, ne. To je pač eno uboštvo, bi človek rekel, ki, ne vem, ne, jaz v njihovi umetnosti ne bom sodil, imam seveda svoje mnenje, kot minister vsekakor ne morem zdaj javno soditi, ne, ampak znam opravičiti, torej tudi torej argumentirati, kaj si mislim o njih, ampak si ne bom. Je pa to izraz nekega oboštva, bi človek rekel, ko opozarjajo nase, ne. Tisto, kar prikazujejo, vendarle se mi zdi, da nikogar ne prepriča, razen z imenom, na katerega aludirajo, ne. To je pa malo, to je tako, ne. Gre za skrivanje identitete ali pa seveda opozarjanje nase, da prevzameš neko drugo ime, ker tvoje ime kot tako ne bi nikjer nič pomenilo. To je pač uboštvo in gre ponavadi za posnemanje. Oni stalno pravzaprav vse posnemajo, če gledate njihove stvari, oni dejansko posnemajo, ne. Saj to je problem tudi teh umetniških praks pravzaprav,
tudi enega slovenskega prostora, da je v veliki meri, kako bi rekel, posnemovalen. Ne. To je tudi v politiki, če pogledate Levico, ne, oni so brez idej, bi človek rekel, praktično nimajo nič sami za ponuditi. Ne. Oni govorijo pravzaprav iz nekih priročnikov, nekih stvari, ki so prazne. Ne. Torej, nimajo, brezidejni so. In te ljudje, o katerih govorite, mislim, da so tudi brezidejni. Ne. Zdi se, da je značilnost delavcev v tej alternativni kulturi, da ne spoštujejo niti lastninskih pravic. To velja gotovo za dve problematični lokaciji, Rog in Metelkova. Stranka Levica je avtonomno cono Rog poimenovala za kreativni umetniški center urbane kulture. Ves obseg kreativnosti je postal očiten ob deložaciji teh urbanih umetnikov, ki jo je izvedel ljubljanski župan v imenu lastnika MOL. Na sliki vidimo več kot 300 ukradenih koles, več kilogramov heroina, ukradeni gospodinjski aparati in tone odpadkov. Vam je ta koncept urbanih kulturnih centrov blizu? Ne, to tak ne. So pa poznani ti koncepti, povsod imate skvote po Evropi in tako naprej, povsod imate neke boje, skrivajo se za nekimi umetniškimi pravzaprav nazivi, ampak praviloma se to niti ne skrivajo od zunaj. To so skvoterji, ne. To se lahko veže z umetniškimi praksami, z ljudmi, ki pridejo v urbana središča, pa nimajo, pa iščejo svoj prostor pod soncem. Ne. Pri nas se sklicujemo vedno na neke, ko bi rekel, presežne stvari, se zdi, zaradi tega, da bi imeli večji alibi za početje to, kar počnejo, da živijo nekje ali delajo neki pravzaprav proti vsem pravilom, da tako rečem. Zdaj, jaz se v ta Rog ne bom spuščal, ne vem, videl sem res, da je bilo veliko, so pisali o več tonah stvari, ki jih je bilo treba odpeljati. Ne. Ta proces, kot vem, je trajal dolgo in vse pravne poti so bile izpeljane verjetno in je prišlo do tega, da se tako imenitna industrijska dediščina, zgradba Rog, pravzaprav bo dobila svojo novo vsebino. Zdaj točno ne vem, kakšno, to je stvar mesta. Zdaj, jaz imam podoben problem na Metelkovi 6, ne, torej, kjer so pa nevladne organizacije, ki ste jih vi pokazali, ne, ampak to so v bistvu niti ne gre tam noter za umetniške prakse, to je po mojem mnenju, jaz bi rekel, zaseden prostor proti vsem pravilom, ne, zaseden prostor z pisarnami. V bistvu s pisarnami. In te ljudje mislijo, da jim to pripada po naravi. Jaz mislim, da jim ne, ker mislimo to uporabiti za sebe, Ministrstvo za kulturo, v tem smislu, da bo postavila tam muzej, prirodoslovni muzej in zaključila cel kare v tako imenovano muzejsko četrt, ki bo dobila, recimo, s tem, da postavimo še ta prirodoslovni muzej, resnično funkcijo muzejske četrti, ki bo vabljiva za tako Ljubljančane, če hočete, kot za ljudi iz vse Slovenije in seveda tudi iz tujine. Še tole bi vas želela vprašati. Vaše ministrstvo je bilo pravzaprav, da tukaj si lahko pogledate sliko, a vam zgleda to kot grožnja s smrtjo? Absolutno. A se, tlele so na sliki celo še policaji, pa me zanima, a je prišla preiskava policijska do kakšnih zaključkov? Ja, prišla je do zaključkov, bili smo obveščeni, da so povzročitelja odkrili in predali vse tožilstvu. Jaz iskreno upam, da bo seveda primerno sankcioniran, da bo prepoznan kot človek ali dva ali tri, ne vem točno, ampak storilca, ne, ali bil eden ali več, ne vem, so nam javili iz policije, da so predali tožilstvu, da so ga identificirali. Sam smatram, da je bil to hud napad na seveda ministrstvo in moje sodelavce. Zlasti mi je žal za tiste, ki so dolgo let v tej hiši, ki so visoki uradniki, ki so strokovnjaki in tako naprej, ki so resnično čutili, da se jim grozi. Tudi sam smatram, če je neka miza polita s krvjo, sedež, četrt, kar se je dogajalo, pravzaprav, da je to huda grožnja. Ja, in na mizi je ime, ne? Vaše ime je bilo. Ja, seveda, to grožnjo sem doživljal tudi pred lastno hišo, kjer so 3-krat pisali velike grafite, umazali steno in podobno, tako da so mi celo
policija dajala neko zaščito nekaj časa. Ne. Aha. Torej, ja, mislim, da je to je eno prostaštvo, bi človek rekel, šibkega izraza, bom rekel, ki se skriva pod neko umetnostjo. Torej, tako so nekateri tolmačili, vendar storilci so bili anonimni, to so ljudje, ki so se skrivali za svojo identiteto, pa sva spet tam, ne, pri tisti identiteti, ne, pomeni, da so eni navadni slabiči, bi jaz rekel. Slabiči z šibko izrazno močjo. Metafora je neposredna, bedasta, nasilna in agresivna in grozljiva. Izraža ljubezen do nasilja in krvi. Ja, no, seveda, te ljudje so grobi, neomikani, bi človek rekel. Glede na to, kar sem videl pred državnim zborom, da so neki ženski kip postavili za neko gesto, ki je seveda prostaška. To so ljudje, ki živijo prostaštvo kot svoje naravno okolje, se mi zdi. Očitno je to. Pod pretvezo kulture. Dobro, ja, oni se to skrivajo, ampak glejte, tisti kip tam pred parlamentom, to je žalitev za žensko, ne? Če smo že tako, ne? Da z neko gesto, jaz bom vprašal v parlamentu, bom vprašal nekatere poslance ali poslanke, ki so tudi grobi in neumikani, da mi razložijo z besedami, kaj ta gesta pomeni, in da ženskemu telesu je grdo. Če bi dal samo roko, je druga stvar. Ne? To je v umetniških praksah v Evropi že mnogokrat videna. Ne? Sam je taka roka bila postavljena recimo pred par leti pred Milansko borzo, pred kapital, a razumete? Ne? Pri nas pa proti parlamentu, namesto da bi se obrnili proti banki. Ne? Ampak ne z ženskim telesom, samo z roko. To je bistvo. To je velika razlika, ker ne personificira. Golih kipov imate na portalu parlamenta 50 ali pa 100. Ja, to je res. Če greva zdaj morda še na medije, javna televizija je pri nas inštrument skrajno levičarskega agitpropa, je pristranska, neobjektivna in eden ključnih dejavnikov statusa quo v državi. Marsikdo je od Janševe vlade pričakoval ukinitev obveznosti plačevanja RTV prispevka. Vaše ministrstvo je predlagalo sicer kozmetične spremembe z malenkostnim znižanjem sredstev za RTV, pa so družbeno-politični delavci iz Kolodvorske že zagnali vik in krik, da uničujete javno televizijo. Je s kozmetičnimi spremembami sploh možno presekati ta gordijski vozel? Ne. Torej jaz bi rekel tako, zdaj, če govorimo o teh medijskih zakonih, vik in krik, uvajali so nas tudi v tujini, zdaj sploh ena razvratna navadba uvajanja v tujini, ne, zlasti na zahodu, na vseh ravneh, ne. Mislim, da je edina stvar še jim je ostala pravzaprav tej klientelistični nazadnjaški stranki, ki sebe imenuje Levico, ne. Torej, edino to, da uvaja v tujini, ne, in to na zahodu, čeprav sama ima rada vzhod. Ne? Ampak merilo naj bi bilo Zahod, ne? To je blazno zanimivo. Tam te uvajajo, ne? Želijo pa pravzaprav sistem, ki je lasten vzhodnim aziatskim sistemom ali pa razumevanjem oblasti. Ne? To je pač ena taka klientelistična revščina, ne? Ki je pravzaprav, ki dobro ve, klientelizem znan, ne? Je patron in pa klient, ne? Torej gospodar in tisti, ki nosi drobna darila svojemu gospodarju, ne, in je od njega odvisen, in to so poimenovali, ko so vladali dolgo časa, za levičarsko agendo. Glejte, gre za eno provincialno uvajanje, ne, v tujini, hkrati pa pri nas so zagnali vik in krik ob medijski zakonodaji, do katere sploh še ni prišlo, je zaustavljena. Jaz upam, da jo bomo izpeljali v naslednjem ali v tem letu, ne znam vam točno povedati v tem trenutku. Mislim, da je treba pri tem vztrajati in dejansko postaviti prava razmerja. Tle ne gre za napad na RTV ali pa karkoli, ne. Tle gre za napad, da se dejansko ta medijski pluralizem omogoči, tudi s tem, da se del od te naročnine, tega prispevka, ki ga vsi plačujemo, vendarle razporedi v ta prostor. Je pa treba televizijo, Radio-televizijo Slovenija, po mojem mnenju, ne, in tukaj ne gre za noben napad, ampak to je en ogromen kolos, bi človek rekel, ki je primerljivo z drugimi, pravzaprav predimenzioniran,
in zlasti v tem informativnem programu pa prepoznavno navijaški in pristranski. Ja, zato se mnogim zdi plačevanje RTV prispevka upravičeno, ampak morda bodo zadovoljni tudi, če se bo ta pogača, ki jo predstavlja RTV prispevek, razdelila vsaj pravično med ostale medije. Morda bi bilo tudi tukaj na mestu uveljaviti kakšno pravico plačevalcev, da določijo, kjer mediji bi morda želeli podpreti ali pa kaj podobnega, kakor je podobno pri dohodnini. Ja, že, glejte, pri dohodnini se je ravno to zgodilo, ne? Tisti, ki so tako navdušeni nad neposredno demokracijo, ne? Ko pravijo, ne? Ta nazadnjaška levičarska stranka, ne? Torej se je kaj zgodilo? Ljudje lahko dajo 0,5% od dohodnine, ne? Torej podarijo vsako leto, ne? In pokazalo se je, da ljudje tistih nevladnikov in te levičarjev ni nihče nagradil. In potem so nekaterim dejali, ali se pa sploh so se odpovedali temu, ampak to pomeni, da so izrazili voljo, da nikomur ne dajo te 0,5, ampak da gre to nazaj v proračun. No, levičarji, nazadnjaki so se spomnili avantgardno gesto, ker neposredna demokracija ni delovala, da so posebno komisijo imenovali in potihem pravzaprav si razdeljevali ta denar v največji meri, kar je tragika od tragike, ne? Torej, ali pa tragikomično, ne? Ker me sili na smeh, ne? Torej, jaz upam, ne gre samo za to, da bi del razdelili od prispevka od RTV-ja ljudem, to gre za majčken procent, je nepomemben, ampak gre pa pravzaprav za to, da se ta hiša pravzaprav uravnoteži nekako na en profesionalen način, po mojem. V javnosti odmeva tudi podrobnejša analiza portala Pod črto. Ste videli, ko je se pravi medijska hiša Martina Odlazka in vsi povezani mediji, več kot 50 jih je, očitno kršijo zakon o medijski dejavnosti, ki preprečuje oziroma prepoveduje hkratno opravljanje časopisne, radijske in televizijske dejavnosti. Kako boste pa ukrepali proti takim se pravi nedovoljenim praksam oziroma ljudem, ki želijo obiti zakone, ki urejajo? Jaz mislim, da bo v medijskem zakonu tudi to nekako urejeno, ne? Te koncentracije medijske se morajo prekiniti, monopoli se morajo seveda zmanjšati, zato je bil pa tak teater, ne? Glejte, sej pri tem klientelizmu, ne, levičarskem, ne, bi človek rekel, gre ravno za korito, ne? Za korito gre, od katerega se ne želijo, kako bi rekel, umakniti, ne. In tukaj je zdaj mi bomo vendarle v zakonu skušali urediti ta, ko se reče, da se razbije ta monopol in da se vpelje pravzaprav eno pravo konkurenčnost medijsko. To so tudi druge agencije, ki morajo to urediti, to je AKOS in tako naprej. In tukaj se seveda zdaj skuša najti en dogovor. Medijska zakonodaja, kot veste, je pripravljena, verjetno bo pa treba najti tudi soglasje z drugimi, ki so za to pristojni, da to urejujejo. Hkrati pa soglasje najti tudi v političnem prostoru, da se bo to resnično izvedlo. Jaz upam, da se bo in da bomo pri tem vztrajali, ker je treba to enostavno urediti, ne. Tule se zdaj zaganja vik in krik, poslušajte, zaradi enega medija, ne, govorijo o urbanizaciji, saj veste, ne vem kaj, gre za 2-3% medijskega prostora, ki ga ima nek televizijski program ali pa več televizijskih programov, ki so resnično zanemarljivi, ne. Ampak to je to ovaduštvo, ki je lastno pravzaprav levičarjem, ko zgubljajo tla pod nogami, ne. In to jim je edino še ostalo, zdaj vidite, zaganjajo hudiča in pol v evropskem prostoru. Ampak, glejte, to bo kratke sape, ne. Vi morate vedeti, da to mi mislimo, da se odzunaj dogaja. Res je, da je svet zdaj nekaj tudi rekel, da je von der Leyenova nekaj podpisala, veste, ampak to nima takih velikih odmevov. Je pa treba biti pazljiv. Glejte, jaz bi omenil pred leti 3, 4, ne, ste imeli v Atenah, ne, The Athens Review of Books. To je bila revija v Atenah, ki je bila po vzoru delana
The New York Review of Books. Ne, torej, jo je želela, Syriza je bila takrat, to je tudi ena čudna leva stranka v Grčiji, je želela to revijo ukiniti. Ne. In glejte, zato, da jo niso ukinili, se je enostavno zavzelo ene 100 najvidnejših intelektualcev na svetu. In to res, če bi pogledali ta spisek, to je tudi ene 5 Nobelovih nagrajencev in tako naprej. In dejansko so temu levičarski Syrizi preprečili, da bi to revijo ukinila in uničila. No, od Slovencev noben je bil tule zraven podpisnik, ne, ko se je ukinjal svobodo tiska in ne vem česa. Seveda ni noben niti tako močan, da bi ga povabili k podpisu. Pri nas se zbira, veste, podpisov z brda, z dola, od vseh nekih ljudi in se ustvarja vtis, pri nas velik teater. Glejte, v Celovcu noben v tem nič ne ve. Ne? Da ne rečem niti v Trstu, ne? Niti ne ve noben v Milanu, niti nikjer. Ob tisti reviji se je zbudil cel svet, mi smo bili pa tiho. Zato, ker je levičar so ukinili hoteli svobodno izražanje. Pri enem eminentnem časopisu, reviji, tedensko izhaja The Athens Review of Books, ki je fajn. Ne? To je tako, veste, to se ne dosti sekirati, treba je biti pa pazljiv, jasno, ne, pozoren in tudi odgovarjati na to. Mi smo poslušali celo vrsto očitkov, smo dobivali od raznih čudnih kustosov in unih in tretjih ne vem kaj. Poslušajte, takih je 1000 v svetu. No. In mi predstavljamo te, da se zdaj kar svet maje. No. In mi smo vsem odgovorili prijazno, ampak zelo ostro, opozorili tudi njihove delodajalce, opozorili tudi vse tiste in glejte, vsi so utihnili. Vsi. Ne? Tako. Tako meni je malo hudo, ampak ta prostor je, torej, res je, v marsičem je provincialen in se dela, da je kozmopolitski. Pa ni. Bližava se koncu. Dotaknila bi se še ene teme. Napovedali ste revizijo za samozaposlene v kulturi. Vidimo nekaj najbolj očitno kršenje, najbrž smo v prejšnjem letu lahko videli Zlatan Čordić, ki je prek svojega društva Danes je lep dan kanaliziral tisti denar, ki je presegel cenzus, ki ga določa ministrstvo, 20 000 evrov. Mene zanima, zakaj tak človek lahko sploh dobi status, kako vam gre s to revizijo, kaj imate še namen narediti? Torej, jaz se tudi čudim, ne, kako in kaj, ampak je dobil v letih pred mano. Jaz tega ne vem, jaz se s tem več ne ukvarjam. Sam smatram, da je gospod pravzaprav precej nasilen, da se obnaša zelo nasilno, ogovarja ljudi, se lažno predstavljal. Mi smo naredili takrat v tistem hipu, kar smo naredili. Sedaj mislim, da od tega ne bomo odnehali, ne? Ampak s tem se ukvarjajo druge službe. Jaz se s tem gospodom več ne bom ukvarjal, ker je brez veze. Morda je pa na simbolni ravni pomembno, da se tudi ta prostor samozaposlenih pravzaprav pravilno strukturira in uredi, da niso pravzaprav vsi. Kajti jaz mislim, da samozaposleni pravilno je, da jim nudimo to zaščito, bi človek rekel, ne? Ampak mora biti v nekem omejenem številu, v enem znosnem številu in tisti, ki to res, kako bi rekel, so upravičeni do tega, bom rekel. Ne? Torej, tako da jaz mislim, da se bo to uredilo in celo v lanskem letu smo namenili, ali v letošnjem letu smo namenili 500 000 evrov več za samozaposlene v smislu v teh prispevkov, vendar pa mislim, da mora biti izbor bolj strog, jasen, odgovoren in tako naprej. Ta gospod, ki ste ga omenjali, je pravzaprav naredil eno veliko uslugo, da smo se bolj poglobili v to, kako je ta stvar strukturirala. In to bomo skušali urediti. Zdaj, če nam bo uspelo, nam bo, če ne, pa ne. Napadov je veliko, ampak mislim, da tisti, ki zaslužijo, ga včasih nimajo, ne? Mnogi, ki pa ne zaslužijo, pa mislijo, da je Ministrstvo za kulturo tudi Ministrstvo za razvedrilni program. Jaz mislim, da to ni, ne? Da je to resna inštitucija in da je kultura in umetnost so resne stvari, za katere je treba skrbeti. Ja, gospod minister, prekiniti vas moram, prišla sva do konca današnje oddaje. Dr. Simoniti, najlepša hvala za vaše gostovanje v oddaji Faktor. Lep preostanek večera želim tudi gledalkam in gledalcem oddaje Faktor. Mi govorimo o tem, o čemer si drugi ne upajo niti razmišljati.